Evo, tole sem za mojo najljubšo youtuberko. Bog, Španka tukaj. Všeč mi je, ker pove vse tako, kot misli. Jaz mislim, da se ti sploh zlagati ne znaš, ali se znaš. To je na ljudi face moti. V glavnem, jaz se tvojim videom tudi ful nasmejem. Ne bom rekel, da se čisto z vsakem z vse strinjam, ampak dobro, večinoma se. No, so mi pa zanimivi, tako da če kdo tole gleda, naj Španka po domače tvoj kanal, ne? Ja. Naj spremlja, pa bo mačken to videl, kako je. Imaš neke tiste make-upe, to jaz sicer ne gledam, ampak tiste, pa kakšne zgodbice pripoveduješ, tiste pa ful hodovno. Ja, jaz sem se zdaj tako razparcelirala, da imam ob ponedeljkih make-up videe, Ja. ob četrtkih imam pa potem za Slovenijo slovenske videe, zgodbice in tako naprej. Drugač me pa moti pri tebi, ker premalo videov ven daš. Pa zdaj sem že začela malo bolj, ni? Ja, mačken si se zdaj popravila, no, ampak Zdaj sem drugač začela pa, bolj resno delati. Ne, kakor se takole pogovarjava, zgodbic imaš še veliko. Daj to malo posnem. Tega mi nikoli ne zmanjka, samo veš kakšni ljudje so tudi, znajo biti občutljivi, pa moram malo paziti. Čeprav se zdi, kakor da ne pazim. No, ampak mi so malo občutljivi, ja, to je res, no. Čeprav ne lej, meni je to všeč, meni so tvoje videe glih zato všeč, ko so iskreni, ko se poveš tako, kot misliš. Meni pa nočem čez nobenega nič govoriti, ampak teh youtuberjev, influencerjev, ampak imaš neke take, ki vidiš, zmeraj je vse super, vse idealno, vidiš, da je vse skupaj malo sfejkano. In tudi tisti mi ni, ker mu potem tudi, če mi kaj po pravici pove, mu ne verjamem. Tebi pa kar verjel, zato ker si že toliko nekih slabih stvari povedal, tudi mačken kakšno neprimerno besedo rečeš. Ne se vidi, da nič ne paziš, nočem to reči kot slabo, ampak tako ne, zelo iskreno deluješ. Veš kaj, jaz sem ta svoj YouTube kanal vzela kot moj oder. Ja. To je moj plac, kjer se lahko izražam, kakor mi paše. Recimo v vsakdanjem življenju me ljudje vidijo pač na nek način, na YouTubu me vidijo spet na drug način, ne? Na Instagramu spet na tretji način in tako v bistvu YouTube mi je kot neko izrazno sredstvo za izražanje emocij, razmišljanja, kaj si mislim o določenih stvareh, pa tudi za osebno rast, pa tako vse, vse je na kupu, vsega po malem. Lepo. Glih opazujem tele tvoje nohte, te mi povej, zakaj ženske toliko časa posvetite tem nohtem. Ja, meni jih res delajo tako 2 ali pa 3 ure. Ja. Pač fora je v tem, da meni se nohti ful lomijo, ne. Ja. Jaz perem posodo na roke, pa sem rada urejena non-stop in zdaj, če si z lakom lakiram, to bo vse razpokalo že drugi dan, ne. In moji nohti se tudi lomijo in cepijo in pol pač rajši dam tistih 35-38 evrov, da mi to lepo namaže, da drži cel mesec. In ti imaš tu 24 ur na dan gor takle nohte, ali kako je to? Ja, se navadiš. Že znam tipkati, že kitaro je sem špilala. Je pa res, da enkrat ena punca sem glih s takim nohtem spoznal, ne pa da bi nekaj, da bi z menoj šla okoli na potovanje, pa zame delala, pa sem pomislil, da se ta še tipkati ne bo mogla s tem nohtem, ne? Pa vse navadiš. No, pol je bilo pa, zdaj če ona to gleda, upam, da ne, zaradi nohtov nisem zbral. Bo sicer kdo rekel diskriminacija, ampak tako je bilo. Je pa to že kar nekaj časa nazaj. Ampak samo eno drugo v mislih, je pa ona pol rekla, da ne, da se ne vidi v tem, sem pol po to poklical in so šla potem na eno tako proben izlet. No in je pa nekaj mi napisala, me je pa presenetila, da je napisala 5-krat hitrejš, kakor bi mogla napisati. Z nohti. Z nohti, ja, tako da verjamem, da lahko tudi hitro tipkaš, no, tako da... Se meni je kar čudno, recimo, če se mi kjer zlomi, tako ne znam pol tipkati več. Ja. Čim se pa drugačke še ti ukvarjaš? Joj. Trenutno največ z YouTubom, ker to je res prostor za mene. Tam ne pustim
pravzaprav skoraj da ne pustim zraven svojih prijateljev ali pa da posnamem, recimo, če sem s kakim tipom, pač tipov nikoli ne snemam, ne, ker to je res moj prostor, sam za mene. Temu se trenutno največ posvečam, ker imam dosti časa, potem športam veliko, vsak dan grem v fitness, ko začnem dan. Jaz 2-krat na teden. Ja. Ja. Jaz sem se tako, jaz sem tudi včasih sam 2-krat na teden, pa bila sem ful bolana, pa nisem mogla športati. Pa sem v bistvu ugotovila, da mi ful mentalno to pomaga, ne? Da sem bolj skoncentrirana čez dan, bolj sem tako sproščena, umirjena in tudi pa lažje delam, se sfokusiram, ne? Potem na sprehode hodim dost, kaj jaz vem, na izlete, tako kot danes, na zmenke hodim. Kakšni so pa tvoji cilji, rečemo, kje se vidiš čez 50 let? Čez 50 ali čez 5 do 10? Če bo Bog dal, ne? Ja. Pač delam na tem, da si ustvarim 2 studija. Ja. Zdaj jaz imam tak plan, meni se zdi, da na internetu se skriva dost dobrega zaslužka. Ja. Ker recimo teh služb danes od 7 do 3, ne vem, ponavadi niso dobro plačane več, kot so bile včasih, se mi zdi, no. No, to je bil en redkih videov, v katerem se nisem veliko s teboj Strinjal? ker si imela v te službe, ne, jaz ne mislim tako. Jaz še zmeraj mislim, da če pokažeš en interes zadev, seveda ne moreš to delodajalcu pričakovati, ne, da ti bo že takoj ponudili neko hudo plačo, ker pojma mi, delodajalci, nimamo, kaj bomo dobili, ne. Ja. Daj mi že nekaj super dobil, pa je pol čist kontra, daj pa kdo malo bolj zadržan, pa ne zna nakladati, se pol pa ful dober izkaže, no, in lej. Ne vem, moj foter recimo je bil šef nekega skladišča, ali kako že, pa je imel minimalca, ali pa recimo, zdaj smo imela tukaj, si slišal tisto vojakinjo, ko je bila zraven, ne. Tudi vojaška služba, zelo nizka plača, pa moja teta je medicinska sestra, tudi ni boh ve kaj, ne, plača spet. Ampak to si mi vse neke take poklice povedala, rečemo vojakinja, to je pač država določi neko plačo in taka je, ne, medicinska sestra je tudi isto, ne. Zdaj mi neki mali podjetniki, ki smo taki kot sem jaz, ne. Ja, moraš pa že pol sam ustvariti svoje podjetje. No, vem, ampak mi pa, mislim, za nas je dober človek tako dragocen in bomo vse naredili, da ga bomo obdržali. Tako da tudi tisto punco, ki sem ti prej z nohtem omenil, ne, so pol nekako, jaz nisem mu več dela, pa so bila tudi prej tako zmenjena, ne. In mi je bilo ful žal, da je takrat nisem en del našel, ker bi mogoče še danes pri meni delala in ful pridna je bila in ful bi bilo, ne. Tako da jaz gledam tudi, ko nekdo pride, pol bi rekel, da ima on večjo moč kot jaz kot delodajalec, ker sem vse naredil, da ga bom zadržal. Posebno že, ko se nekaj nauči, pa vidim, mislim, to ti, ki nimaš teh izkušenj, si ne moreš verjeti, koliko so to ljudje različni, ne. Mogoče je različno tudi od podjetja do podjetja, ne, ne vem. Mi imamo zdajle Ker sem delala v eni tiskarni tudi, Ja. ne. In pač tista tiskarna, saj je bilo vse super, samo pride korona, pride, ne vem, ti stranke nekdo zmanipulira, kakorkoli, ne. Ja. In ni več toliko posla in potem je treba odpustiti ljudi. No, tudi, ne. če do tega pride, to je res, mi hvala Bogu nimamo teh problemov, ne, ampak za dobrega človeka se pa probaš zmeraj zagrebsti, tako da, ne vem, jaz v naši firmi lahko trdim, da ta boljši ljudje so bili premalo plačani, ta slabi pa preveč. In to že od nekdaj, že tudi, ko sem diskoteko imel, ne, tam se je lepo videlo, ne. Za šankom so delali isti del, ne, pač kdo je do tebe prišel in ne vem, no, takrat so bili še tolarji, rečemo, ne vem, je ena kelnarica naredila, ne vem, 200 000 tolarjev prometa, ena pa 40 000 tolarjev. Je bilo 5-kratna razlika, to pomeni, da bi tudi plača mogla biti, mislim, če bi bilo čisto po pravilih, bi ona mogla 5-krat več dobiti. Ali pa ona 5-krat manj, ampak ni ona 5-krat manj. Ona ta boljša je pol dobila, bom rekel, ene 50% več. Pa ni pošteno, če tako pogledaš, ne, ker je toliko več naredila. Tako da
Ne vem, jaz sem tak občutek dobila v teh slovenskih službah. No, zdaj. jaz, ko sem gledal ta tvoj video, sem prišel na idejo, da bom jaz enkrat en video posnel, kako delodajalci gledamo na zaposlene, pa kaj nam je pomembno. Jaz se zdaj niti več te razgovore upravljajo drugi, jih niti jaz več ne upravljam, tako da bom tudi vse brez dlake na jeziku povedal. Je pa to zanimivo, eni mislijo, da moraš ful izkušenj, pa bom pa rečemo, jaz nikoli ne gledam po izkušnjah, meni je važno, da je človek pripravljen delati in da se je pripravljen učiti in da ima neke pač delovne navade. Jaz sem že veliko prošenj poslala, pa mi skoraj noben nikoli ne odgovori. Lej, sej prošnja je problem. Mislim, pa zdaj sem recimo na zadnje celo spletno stran naredila, ne? Samo da bom navdušila pač nekega potencialnega delodajalca. Lej, še po mojem je najtežje do razgovora priti, no? Ker tam vsi dobijo ogromno prošenj in pol iz tistih prošenj izbrati, ker niti človeka ne vidiš. Celo to se dogaja ljudem prošnje, drugi pišejo, drugi jim življenjepis naredijo, da vse bolj profesionalno izgleda in ti kot delodajalec ne moreš vedeti. In pol pač tam nekje malo na pol, na slepo zbereš jih nekaj za razgovor in pol na razgovoru vidiš to glavno, ne, tako da. Ja, jaz v bistvu imam tako zdaj namen si narediti 2 studija. Enega za ples, ker sem plesala ob drogu in bi rada s tem nadaljevala še. Pa da bi potem to streamala na Patreonu, ne? Pa tudi, da bi se naučila še kakšne akrobacije izvajati. Pa še ta drug studio za glasbeno produkcijo, za coverje, da bi potem tudi to... To sem jaz videl že kar nekaj teh influencer, koliko imajo sledilcev, ko to plešejo v drogo, ne? In na TikToku, in na Instagramu, in posod. Tako da ja, probaj to mogoče, to zelo dobra niša, ne? Samo ne nehati pol YouTube videa snemati. Meni drugače, takih, bom rekel, dobrih vsebin na YouTubu v slovenskem jeziku mi ful primanjkuje. Meni to zmeraj zmanjka, ne, gledam, koga jaz tudi v avtu ne poslušam radija, jaz si zmeraj YouTube dam, ne. In pol tega kar hitro zmanjka, tako da jaz mislim, da je tle še ful prostora za neke kvalitetne, ne kvalitetne, tudi lahko sem zanimive vsebine, ne, tako da, ne, se zdaj, če ti neko zgodbico... Ja, se na slovenski sceni je ful še prostora, zato se mi zdi. Tako da... Zato sem tudi začela svoj YouTube kanal, ker se mi je zdelo, da imam veliko različnih stvari za povedati, tisto, kar mogoče drugi YouTuberi nimajo, ne, za povedati toliko. Saj vsak ima neke svoje zgodbe. Jaz mislim, da ima vsak človek vsaj za 2 knjige, vsaj 2 knjige, da bi lahko vsak človek napisal, no, tako jaz mislim. Si kdaj razmišljala, da bi knjigo napisala? Ne. Pesmi pišem, ampak knjige pa ne. Sem probala enkrat, pa ni to za mene, se mi zdi. Drugače s knjigo si ful ceno dvigneš. Ja. Mislim, tudi če službo iščeš, pa to, če knjigo sem napisal, mislim... Svojo glasbo bi delala, no. To sem že tudi nekaj začela. To se ne spoznam, tako da tukaj ti ne moram nič pametnega povedati. Ne vem. Kaj pa bi si šla plastično operacijo narediti? Ne. Glede na to, da imaš nohte. Jaz, če bi imela ful veliko denarja, ne, bi si zabrila lase tako na kratko, pač imela bi neko kratko lepo frizurco in pol bi imela tak en kup ful dragih lasulk, pač ena lasulja, ko stane po 2 jurja, ne. In pa bi bila en dan afro, drug dan bi bila zelena, tretji dan bi imela frufru, a veš, tako, pa bi menjavala videze. No, to, kar si rekla frizura, ne, ti pa lahko povem, da moškem nam je pa nekako najbolj všeč, večini ne bom naravno, ja, tako da jaz ne razumem neke ženske, da si grejo tiste ustnice nabotoksirati, mislim, ki jaz se ne bi tudi poljubiti mogel, ne, mislim, se mi tudi tukaj gravža, da ne vem, vse, kar je pa naravno, mi je pa lepo, mislim, lepo, ne. Mislim, stokrat imam rajš naravno, kakor pa nekaj operirano in tako naprej. Čeprav, ena moja kolegica iz plesnih vaj si je dala povečati prsi in ji ful paše.
ful. Pa še ja, kaj pa kdo prime? To pa ne vem, Ja, ker je nisem nič za zize. ja, jaz enkrat sem vzel eno tako opravka, pravka. Šla sva na morje in seveda jaz navalim na dno, ne, in je skozi neki rok odrivala, ampak je bila zato, ne. Pa enkrat pravi, veš, vložke imam. Sem rekel, kakšne vložke? Ja, vložke. Vsadke ali vložke, se ne vem, kaj je rekla. Sem kakšne, ne vem, jaz sem to začel gromtati, tako bi to bilo, ne. Ne, pa prav, ko nisem razumel, prav, umetne joške imam. Sem rekel, ja. No in je, lahko da je lepo, na vtip pa ni prijetno vse mene. Zdaj jaz ne vem, kaj si ti tipu, ali si vložke tiste tipu, ki so za modrc. Ne, za modrc, ne, sej sva šla do konca, ne, tako da sem vse tipov, ne, ampak ne vem, zaradi svoje joške primem, ki ne. Veš kaj, imaš tudi različne, mislim, da so dve vrste, kako naredijo te vsadke. Imaš tiste, ona si je dala, mislim, da pod mišico, ki izgleda bolj naravno, pa tudi mislim, da na vtip bi znalo biti bolj naravno vse skupaj. Sam tisto malo bolj boli, ne, ko se celi. Imaš pa ene pol, ki se dajo malo više tle gor, ne vem, kako to gre. Mende, da je 8 jurjev za to dala, tako da najbrž ni bilo glih najslabš. Ampak glej, meni to ni bilo všeč. Sem rekel, lej. Ampak dobro, to so različni, ne vem, ampak po drugi strani se pa sprašujem, zakaj bi ženske to delale, če vsem moškem to ne bi bilo všeč, ne vem. Pa kaj pa vem, una kolegica res ni imela nobenih prsi, čeprav jaz tudi zdaj, ko sem shujšala, tudi, pa se ne sekiram, sem ne vem, mogoče zaradi estetike, ki se je zdelo, da bi bolj, kak ne, poenotila telo, no, da od spred pa od zad, da je isto približno. No, ta moja, ta, ki sem jo prej omenil, ne, ona mi je povedala, koliko je bila to nesamozavestna zaradi tega. Pa je bila ful luštna punca, tako tudi že dlje časa poznam. Ona je imela oboževalcev zmeraj, kakor si hotel, ampak bi si mislil, ne, da taka luštna ženska ima čisto vse karče, da nima ni nobenega razloga biti za nesamozavestna in jo rečemo to. Matralo, ne, tako da zanimivo, ne. Ja, to je res, ne vem, nek poseben primer. Ponovadi jaz sem mnenja, da nesamozavest prihaja iz napačnih prijateljev ali pa družina, problemi v družini. Vsaj pri sebi sem opazila, da je to dosti izhajalo iz napačnih prijateljev, napačna družba. Koliko pa imaš ti dobrih prijateljev? Tako da jim lahko zaupam. Tako, pa da tudi, ja, mislim, da jim zaupaš in da tudi, ja, da bi dala roko v oko za njega. 2, 3? 2, 3. So te že kdaj zelo razočarali prijatelji? Razočarali, ja, zelo pa ne. Ne vem, jaz to nekako sprejmem, pač, da takšni so in da se ne bojo nikoli spremenili in si pač najdem druge ljudi okoli sebe. Ja, se tako moraš to gledati, ne. Jaz sem tak, mislim, bom rekel, z leti prišel do tega, da sem pričakujem, da me bodo ljudje razočarali. Ne, tudi tisti, ki misliš, da te ne bojo, se lahko naredi in pol zaradi tega niti nisem razočaran. Tako da zdaj, ne vem. Pa se niti ne navežeš na nobenega. Ne bom rekel, ne, zdaj tudi, ne vem, tudi če bi me brat se skregal z menoj ali pa mi nekaj ful slabega naredil, jaz bi to vzel, lej, pač, če tako misel, bi celo to vzel kot nekako, ne vem, da pač že more tako biti, ne vem, in se ne bi to nič veliko sekiral, ne. Ampak nisem bil zmeraj tak, tu rabiš malo, da do tega rečemo prideš. Ja, jaz še nisem tam, po moje, jaz se še malo preveč sekiral. Pri tvojih letih sem tudi jaz to drugače tako gledal, mi ni bilo jasno, kako nekdo, ki sem ful za njega naredil, pol te pa na en tak, pol pa celo vidiš, da te on skozi sovražil, da sploh ni bil tvoj prijatelj, da je sploh skozi igral, ne, ker zdaj ne. Takih pa še nisem imela. Sigurno si imela, samo ne veš, ti garantiram, ne, lej, pri moških se to dostikrat vidi, ne, če bi bil jaz mlad, rečemo 25 let star moški, in da bi hotel enega prijatelja preveriti, a mi je res prijatelj, mi ni, bi eno punco dobil, pa bi ji rekel, daj ti mene malo pred njemu pohval,
Mislim, ja, da me ona punca pohvali, pa da viš, kaj bo on rekel. Ne? Ali pa ne vem, jaz bi mu pa prej še rekel, da mi je ta punca všeč, da sem zaljubljen v njo in po bi pa videl, a bi on mi pomagal, da bi jo dobil, ali bi rekel ti, on bi je probal prfoken. Mislim, sploh ne bi ti hotel, da ti ne bi hotel pomagati, ne. Potem vidiš ljudem, ali pa ne vem. Ja, jaz za svoje prijatelje mislim, da mi kaj slabega ne bi hotel narediti, no, ne vem. No, lej, jaz sem enkrat, že dolgo časa nazaj. Nekako si prvoščimo en drugem. Dobro. No, tega je zelo malo, lej. Jaz sem to je že mnogo let nazaj, sem delnice kupil in to je šlo ful gor. Tako, kot zdaj Bitcoin skoraj na tako glih, ne, ampak bliz tako, ne. To je bilo seveda popolnoma nerealno in potem sem jaz tudi s tem delnicam zgubil ogromno denarja, ampak na začetku sem ga pa ful zaslužil. No, in Pa si jaz, kaj ven pol? ne, to je ta fora, ti nikoli ven ne vzameš. Ti, ki že zaslužiš 50 jurjev, ne razmišljaš, da bo zdaj ti to ven vzel, pa rekel 50 jurjev sem naredil, super je, jaz sem šel pol še 50 jurjev kredita vzeti, pa še 50 jurjev noter dal, ne, tako da, Super. taka je psihologija ljudi. No, in jaz sem to enemu povedal, sem rekel, pizda ti delnice, to ful dober, ne. Ja, bom kupil in je pol kupil in je šlo tudi še ful gor, ne. In je rekel, dej pa, da ne boš zdaj tu vsem povedal, da ne bojo kar vsi tako služili, ne. Mislim, jaz če vem za neko priložnost, Jo rad pošeraš. ja, rad jo poširam in tudi prvožen, zdaj, če bi jaz tebi nekaj, mislim, če bi jaz nekaj mu zate, nekaj vedel, da je nekje zate priložnost, jaz bi ti jo ful z veseljem povedal, ne. Eden ti je pa za nalašč ne bo povedal, ne. Tako da, Tak je, se mi zdi tudi v tej glasbeni industriji, da imaš ene ljudi, ki recimo, tak sem dobila občutek, Ja. nekoč sem imela eno sošolko, ki je imela fanta, ki skupaj delata v produkciji, ne. ja, In tako, ne vem, pač malo sem se družila z različnimi ljudmi in tako, in pa sem dobila občutek, kakor da te ljudje, ko imajo svoj studio, pa se ga tako držijo, veš, pa tako Ja. pol, se jim kar ne da tebi pomagati. jaz bi tudi rekel, da je pri glasbenikih tako malo, mislim, večinoma glasbenikov mi ni bilo všeč slovenskih, ko sem v diskoteko, pa so hodili, pa sem jih malo bolj spoznal, ne. Čist preveč domišljavi. Ja. Ne bom rekel vsi, da ne bo zdaj kdo narobe mislil, ne. Tule pri njih je to skozi rivalstvo, kdo bo, ne more biti 10 top glasbenikov, da bojo, ne vem, isto lahko samo en, dva, ali ne vem, pa izgleda to problem. Imaš pa pol še druge, ko ti bi pa z veseljem radi pomagali, ne? Sam teh pa ni toliko veliko, se mi zdi. Ljudje se niti ne zavedajo, se je težko do tega prideti, ampak jaz sem zdaj pred kratkim, sem dva moja kolega z enemu drugemu kolegu povezal, ker sem občutek, nekaj istega delajo, da bojo lahko nekaj našli, ne. In so se mi vsi trije ful zahvalili, ne, da sem jih tu povezal, ne. In zdaj, jaz sem prišel do tega, da mislim, meni je to tako fini občutek, da sem jih povezal, da imajo oni neko korist, jaz se tudi tako ful dobro počutim, da ne morem povedati. Zdaj lahko bi se pa slabo počutil, zato ker pizda oni bojo zaslužili, ne. Eni tudi tekmujejo, ne. Nekdo, Ja, pa ki še bi imel zmeraj je 100 plačan za milijonov tebe. evrov, bi jih rad imel milijardo, ne. Pa hoče biti več med kot drug, ne. Tako da pol drugem nič ne brž. Jaz sem pa pač do tega prišel, da glej, če imajo vsi okoli mene milijarde, to nima nobene veze za mojo srečo, ne. Za mojo srečo sem samo jaz odgovoren, pa tudi ni denar tisti, ki te najbolj srečnega naredi. Da ti neko svobodo, mogoče, da si lahko kaj privoščiš, ampak sreče pa zdravje si glih ne moreš kupiti. No, to ne. Zdravje še mogoče, sreča malo težji. Tako je, ne, tudi rečemo za lepo življenje, rečemo, ali pa prej so se o potovanjih pogovarjala, se ne rabiš tako veliko denarja, kakor večinoma ljudi misli. Zame vsi mislijo, da ful me te potovanja koštajo. Kako pa pol hotele plačaš, pa to pa... To dostikrat prek Bookinga jemljem. So tam akcije, pa to. Se zdajle, ko bom šel v Egipt, sem prav rekel, bom vse pol napisal članek, čist izčrpen, koliko me je vse koštalo, vse komplet,
ker ljudi to še mogoče najbolj zanima, nekdo bere, aha, bi šel v Egipt, pa reče, je predrago, rečemo pa ne gre, ne? Ampak da bo res, mislim, to potovanje moje bo tako pocen, da... Za koliko dni pa ponovadi greš? Zdaj sem šel za 14 dni, drugače ponovadi za 3 tedne ali pa en mesec. V Indoneziji sem bil en mesec lansko let, zdaj sem šel pa za 2 tedna. Zakaj samo za 2 tedna? Zato, ker je avionska karta relativno pocen, 220 € je bila. Pa zato, ker imam namen iti 22. aprila v Namibijo za 3 tedne. Tu grem s tem Zonetom Šerugatom. On je en tak moj idol. Pa sem rekel, enkrat moram z njemu iti, čeprav večinoma v lastni režiji potujem. In to je mišljeno 22. aprila, ne? In zdaj ne morem pa zdaj iti za 3 tedne ali pa 4, pa še pol enkrat za 3 tedne, ne, bi pa manjčkem preveč bilo. Tako sem se za 14 dni odločil. Super. Ja. Tole še snema, ne vem, koliko GoPro omogoča. Aha, gre tu. Vse smo kar neki. Ja. Neki smo nabrala. Kaj imaš pa ti kakšne hobije, želje? Jaz jih imam veliko. Naprimer? Pa mi je kar nerodno povedati. Daj, no, tako ti je najbolj nerodno povedati, bi ga naraj slišal. Pač kaj bi jaz vse, ne, sam ne vem, no. Kar res te zanima. Veš, da me zdaj še posebej. Mami, a ti ne poslušati. Pač, lej, to so sam sanje, pač tako ideje. Vse se začne s sanjem, tako da če sanj ne bilo, glej, če imaš dosti močne sanje, potem imaš že možnost, da bo to ratalo. Tako, hobi, trenutni hobi, pač to, kar sem omenila, glasba, video, produkcija. Aha, bom snemala še ene video spote glasbene. Glih prek YouTubea so me eni najdli, mislim, en prijatelj od mojega fotra, ali kako že nekaj je opazil, v glavnem neke moje videe. Pa tudi to me ful veseli, ker je povezano z glasbo in lahko jaz v bistvu svoj scenarij napišem, potem to moram, je kar dosti dela s temi stvarmi, pa za portfolio bi mi ful dobro prav prišlo, ne. Potem rada bi pela, to je moj hobi že od otroštva, petje, glasba, drugače pa pol, če mi bo kdaj ratalo takole, ples ob drogu. Da bi imela svoj klub, ne, kjer bi imela razne striptizerje pa striptizete. To ne sme mami slišati. Ja. Sam pač tam bi se lahko slačil sam do spodnjega perila, tam ne bi se nič seksalo ali pa kaj tako v tistih zasebnih sobah, tam bi bile žurke, ne. Tam bi bilo, ne vem, ali za vikende, ali bi bilo, recimo, imaš kaj so tiste dekliščine, fantovščine, imaš razne, ne vem, za maškare so kakšne posebni tematski večeri, ne. Pač da bi bili tako kot mini spektakli kdaj pa kdaj, da bi se najelo tudi kakšne plesalce iz tujine ali pa kaj, dobre plesalce ob drogih pa tako. Potem, da bi imela linijo oblačil za ples ob drogu, teh kostumov, ker nič, kar se prodaja na spletu, mi ni všeč, ker jaz imam ful rada en tak določen stil avantgarde pa ekstravaganca skupaj povezano, če si znaš predstavljati približno. To je tako rahlo teatralno vse skupaj, ampak da bi bilo še zmeri na en tak umetniški, okusen način, pa da bi bilo še zmeri seksi za videti, ne. Kaj pa ti je najbolj seksi te? Pa te bom vprašal na ženski, ker... Kakšna obleka? Za vsak dan ali za ples ob drogu? Ne, tako na splošno. Jaz sem enkrat naredila en video o tem, kako se lepo oblačiti, ne. In jaz sem mnenja, da ni treba zdaj vsega razkriti, zato da seksi izgledaš, ne. Tu se popolnoma strinjam. Recimo poleti je fajn, da če si vzgori, če imaš kako tako majčko, da malo več razgali, potem si oblečeš kakšne hlače ali pa kiklo, ki malo bolj zakrije, ne, drug del. Pa v bistvu domišljiji pustiš, da riše tiste tvoje obline, ne rabi se zdaj sleči pred nekom, da boš izpadel seksi, ne. Zanimivo razmišljanje, no mene je pa najbolj na ženska všeč nekako športno oblečena v nekih pajkicah, tako,
da vidiš, da neko energijo izžareva, zdravje, tako da je nekaj. Ti si tudi športnik, pa športaš, ne verjetno Pa zato. no, daj, glih nekaj bi se mogel več s tem, ne? Ampak glej, to mi je všeč, ne? Saj tudi nekdo, ki ima 150 kg, mu je mogoče to všeč, ne? Je pa to, kar si rekla, Meni je zanimivo, mestni stil zelo všeč. ker ne. si rekla to domišljijo, da ne vidi točno, kakšen ima oblike. Je pa zanimivo, ker sem v teh državah arabskih, rečemo, v Omanu sem bil zdaj pred kratkim, pa to, mi je pa ful zanimivo, kakšno žensko pogledati, ki je pokrita, pa si predstavljaš, pa tako vidiš, da ta malo pogleda, pa se lepo zadiši, pa si pa predstavljaš, Kaj je kakšna spodaj. je. Ja, ne. Tako da to mi je tudi, razumem to poanto, no, tako da. Ja, pajkice so tudi v bistvu en del te domišljije, ne? Ker pajkice v bistvu pokrijejo cel spodnji del telesa, ne? Ja, pa Ampak pač pokažejo še vse zmeraj oblike, vidiš obline, ne. ja. Ja, To. tako da. Rada imam tako, da nismo vsi delani po istem kopitu. Zelo mi je všeč, recimo, če vidim fanta ali pa kakšno punco ali pa tudi kakšno starejšo žensko oblečeno tako po nekem svojem stilu, ne ono, kar je trenutni trend, ne. No, tu ne vem, kaj točno si predstavljaš, ne. O, jaz vem točno. Ja, ne, jaz ne vem, kaj si točno predstavljam, ampak nekaj, da je pa čist drugač, mi pa ni tako všeč, no, Ne. da je čist izven teh tirnic, čeprav jaz sem tudi včasih hotel biti drugačen. Spomnim se, da sem nekje v Italiji na razprodaji enkrat kupil eno kapo, tako posebna je bila, čist, do zdaj jo še nisem nikjer videl. In to je bilo tam, veš, v onem košu, ki imajo, ki namečejo noter tisto, ki ne morejo prodati, pa daje pol cena 1 evro, nekaj takega je bilo. Tista kapa je bila tako posebna, da sem šel diskat s tisto kapo, mislim, so me vsi poznali, za ženski populacijo sem bil bistveno bolj zanimiv, zato ker sem bil malo drugačen, ne. Ful zanimivo, ampak Ko en načeloma. petelinček s tistimi Ja, barvami. ja, in to deluje, ne, v to sem jaz prepričan, ne. Ampak rečemo, pri ženskah imam pa bolj nekako rad neke, ne sme biti preveč kričeča vse, da bi bila čist drugačna, ne vem. Ampak to je moje mnenje. Ja, smo vsi različni. Jaz imam zelo rada tako ekspresijo, no, da se izražaš. Mi je pa včasih malo hecno koga videti, ko se pa res malo preveč izraža, pa izgleda že kot klovn. No, ja, vidiš. Po Ljubljani, ko vidiš kakšno gospo, ko se obleče kot neka umetnica, ampak vidi se, da je pač outsider, nekako ni ukovana v kopito te družbe, ne. No, pa jaz, moje mnenje je tudi, da se moraš letom primerno obleči, ne. Tudi to. Vidim, kakšne moje generacije žensk, ne more se ona kot 25-letnica. Pa imajo ta sindrom 25-letnice? Kakšne? Mislim, da jo opazim, ne, da jo opazim. Ni to neki ful, ampak da jo opazim, ne, tako da. Mislim, sicer jaz se nič ne obremenjujem z drugimi ljudmi, vsak, kar mu paše. Človek mora imeti v miselnosti, da ta naj sebe poštima, pa se ne Ja. boš sebe nikoli poštimal, ne, pol začni pa šele druge, razen če ti drugi res, da nekaj počne, da imaš ti res zaradi tega neko škodo. Zdaj, če gre tam po ulici en malo hecno oblečen, jaz zaradi tega nimam nič več, nič manj nobenih problemov, tako da. Veš, kaj se mi zdi, da tudi ko starejši, ko si, manj se ti lušta ukvarjati s sabo. S sabo ali z drugim? S sabo, s svojim videzom. A ja, Pač iti v trgovino, se šminkati, ne vem, no. ja, je nekaj, je na tem, ne, čeprav veš, pol pri mojih letih in moški in ženske, veš, se pa majčkeno ustrašiš, da si neko mladost izgubil, mislim, ki je da si nekaj zamudil, hočeš pa spet biti majčkeno bolj suh, začneš hujšati, malo lepše se oblačiti in tako naprej, ne, tako da malo drži, malo pa tudi ne, no. Ja, jaz moji mami dosti pomagam se obleči. No, lej, se midva enkrat zmenila, so še meni. Moških nisem veliko oblačila, ker nisem imela Ja. toliko, ne vem, prijatelji me niso glih v šoping vabili No, sabo. ja.
Bolj sem šla s puncami, ampak lahko probam, jaz sem Ti, z veseljem veš, kombiniram. zakaj pa sem tako. tole predlagal ti? Zato, ker en prijatelj moj mi je zmeraj govoril, da ima eno prijateljico, ki ga ona obleče. In je rekel, to ne moreš verjeti, kako me dobro obleče za majhen denar. Pa ne zdaj, da me boš mogla za neki ful majhen denar obleč, ne? Ampak tako ne, je rekel, jaz se ne znam in zato imate ženske, boljš to znate in ja, super neka taka Saj pomoč jaz tudi prav na pride. začetku nisem znala, jaz sem bila full outside. A ja, Res, ampak pol pa nekako sem šla na internet, pa outfite sem gledala Ja. različne, kaj paše skupaj, pa na različne oblike teles, kaj paše, pa ne vem, počasi sem začela z osnovami, ne, ja. kavbojke, navadna majica, pa tako pa sem začela dodajati nakit pa torbice, pol ko sem to stopnjo osvojila, sem šla pa potem na razne različne kombinacije, pa tako barvne kombinacije, vzorce in tako naprej. Pol pa že v bistvu ti rata malo dolgcajt, Ja. ko prideš v trgovino, pa že vidiš, aha, dobro, tukaj je ena kolekcija oblačil, ne, so že v bistvu dal gor na tiste obešalnike to, kaj paše skupaj in Aha. No, sem še zmeraj se da kako drugače. pa se da, sem tisti najbolj paše skupaj, ne. Ponavad. Ja. So že kar dolga, imaš še kaj takega za povedati, ker to lahko Zmeraj. vsake toliko časa lahko tole neha snemati, ne vem koliko ima GoPro za snemanje. Aha, še snemak. Dobro, sej. Snema. Če češ, lahko jaz to malo zmontiram na hitro tiste, No, ti bom dal, pa boš Prav. zmontiral. se tle ne bo veliko po moje Kaj? za zmontirati. Ne vem. Mislim, da so se kar lepo pogovarjali, tako da se je kar zanimivo se pogledati. a ne? Ja. No, super. Veš, drugače pa povej, kje sva. Najbrž ljudi zanima. Joj, jaz sem že pozabila, nek pri Kostanjevici. Ja, v glavnem, kakšna je voda? Super topla. No, pa povedati mora, da je Pa februar. diši, voda dejansko diši. No, mislim, ne bo. Nima vonja po nekih algah, pa tako. A ja, ne, to ali pa- nima, če pride. To je termalna voda drugače. Ima pa 35 do 36 stopinj in super. Pa skozi so neki mehurčki, tako Ja, da je ne, živa tle voda. voda ven prihaja, ne? Ja, pa tudi tam tako, ne vem, tako Ja. da neki, a veš, ven skače iz vode, V glavnem fina je, kakorkoli obrneš. pa ne. čista. Pa čista, ja. Ja, neč, lepo se mejte, njen kanal zasledite, Španka po domače in poglejte. Če ne drugega so te zelo nasmejali, jaz sem se par videov res je dobrih in rečeš, wow, škoda, ker nima več videov. Neč, adijo, lepo se mejte. Dio, čau.